Hi, I'm Sarah. I'm deeply in love with all things beautiful that make life bloom. I believe that with every step we take, we can make life grow stronger. Some think that's a struggle, but I think that it can be done in all sorts of fun and enjoyable ways. That is why I started to film the Life Keepers Diaries. Here is where I share my views of beauty, my ways of giving back to life, and my sparkles of creativity. I think those are exactly the ways of how to fill life with joy and love for ourselves and others. That is the way of a life keeper. Nov navdihujoč pogovor je za mano in tokrat z Matejo Delat in njeno hčerko Rosano. Tokrat smo spregovorile o Mateji verjetno najljubši temi šolanja na domu. Na tem področju je zelo izkušena in tudi v bistvu znanstveno podkovana, se je tudi v zadnjem času študirala na to temo. In predvsem ima pa za sabo ogromno izkušenj. Ima 3 otroke in od tega 2 šolajoča na domu. Najmlajši je še premlad za to izkušnjo. In najstarejša hčerka je dejansko opravila celotno osnovno šolo ravno na tak način. In zato se mi zdi, da sta res odličen naslov za vprašanja na to temo. Ta vprašanja pa se mi v tem času absolutno zdijo nujna za preizpraševanje, za raziskovanje, za odkrivanje različnih pogledov in izkušenj, zato ker se res vedno več ljudi odloča za tak način šolanja, za tak način izobraževanja svojih otrok. In kje je boljši naslov za to preizpraševanje, za raziskovanje, kakšne so nove možne poti in rešitve, kot pa ravno pri ljudeh, ki imajo lastne izkušnje na tem področju. Tako da ja, v bistvu mi je bil današnji dan res v veliko veselje in navdih. Še posebej zato, ker smo snemali v enem takem res čudovitem okolju med cvetočimi travniki in ob čudovitem izviru Krke. Tako da upam, da bo tudi vam naš pogovor dal kakšen nov pogled na to tematiko, mogoče tudi pokazal kakšno novo rešitev na lastne izzive ali pomisleke in upam, da skupaj najdemo krasne rešitve za nas, odrasle, absolutno pa predvsem za otroke, ki nam sledijo in ki morajo še skozi to izkušnjo izobraževanja. Ampak meni je izobraževanje res ena taka čudovita tema, zato ker sem se sama vedno zelo rada učila, nisem pa verjela v šolski sistem, tak, kakršen danes obstaja, in se mi zdi, da otrokom res lahko ponudimo toliko novih pristopov in načinov, kako zadržati svojo zvedavost, jo mogoče še celo okrepiti in predvsem pa se mi zdi toliko pomembno, da jih podpiramo na lastni poti razvoja in samouresničitve v tem življenju, ker nenazadnje je to tisto bistvo življenja na tem čudovitem svetu. Tako da res dobrodošli k posluhu in dobrodošli k razmisleku in dobrodošli k iskanju novih izpolnjujočih rešitev.
Živjo! Za začetek bi te prosila, da se malo predstaviš, kdo si, kaj delaš, zakaj to delaš. Ja, jaz sem Mateja Delat, sem mama 3 otrok, po izobrazbi sem pa zgodovinarka. Lahko rečem, da je recimo temu moja posebnost to, da šolam svoje otroke na domu. Moja najstarejša hčerka je bila šolana na domu celo osnovno šolo, torej 9 let. Moj srednji sin je pa zdaj v 3. razredu oziroma zdaj ga zaključuje. Sem tudi avtorica 2 knjig. Prva ima naslov Kam pa ti hodiš v šolo? In govori o šolanju na domu v Sloveniji na splošno. Predstavim moje lastne izkušnje, pa tudi izkušnje drugih staršev s šolanjem na domu. Potem pa v bistvu je pa knjiga veliko več kot predstavitev, pač samo izkušenj. Podelim tudi znanje, kako naj temu rečem, recimo vso relevantno znanje, ki ga mora starš imeti, da lahko uspešno izpelje šolanje na domu. Tako da govorim o psihologiji, razvoju otroka, o socializaciji, seveda, ta je zelo pomembna. Potem tudi o tem, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, psihološki notranji pogoji, da se otrok čim bolj učinkovito uči, pa tudi čim bolj sproščeno, prijetno, da je čim manj frustracije. Malo pa časa posvetim pa tudi zgodovini šolanja na domu. To se mi zdi pomembno zato, ker bi rada na nek način sporočila staršem, da šolanje na domu v bistvu ni nič posebnega oziroma da ni to nekaj, da ni to neka nova modna muha, ampak da je to nekaj, kar so starši počeli skozi celo zgodovino. V bistvu je en nemški profesor, Ralf Fischer, ki v bistvu šolanje na domu označuje kot prvinsko vzgojo in obliko vzgoje in izobraževanja. Tako da, to je ta knjiga, potem je pa še priročnik z naslovom Mamija, greva dragulje kopat. To je v bistvu zelo tak simboličen naslov, tudi opišem noter v priročniku, opišem to simboliko. Je pa to v bistvu ta knjigica namenjena staršem, ki imajo svoje otroke v 1. razredu in v bistvu z njeno pomočjo lahko potem svoje otroke pripeljejo do doseganja določenih oziroma tistih učnih ciljev, ki so določeni z učnimi načrti. Samo je pa ena stvar, v bistvu obe knjigici sta razprodani, tako da lahko jih pa vsaj ta prvo lahko dobite v knjižnicah. Kar je zelo pozitivno, da je razprodano. Zelo pozitivno, ja. Jaz sem zelo vesela. Zakaj si se pa sploh odločila za šolanje na domu pri svojih otrocih? V bistvu je bila ta odločitev je bila plod nekajletnega raziskovanja različnih pedagoških pristopov, pa tudi zakonodaje. Jaz sem, preden je moja hčerka postala šoloobvezna, smo mi živeli na Nizozemskem. In na Nizozemskem imajo veliko, mislim, da čez 20 različnih vrst šol. In v bistvu jaz sem bila nekako navajena na to dejstvo, da lahko otroka vpišeš v šolo, ki ti je najbližje. Tako, najbližje po načinu poučevanja, po vrednotah in tako. Potem smo pa se preselili v Slovenijo in je Rosana postala šoloobvezna. In sem, v bistvu ne še prej, ker je bila 4 leta stara, sem jaz začela že premišljati o tem, čez 2 leti bom mogla v šolo, kam jo bom pa jaz vpisala, Sem rekla, sigurno je pri nas tudi kakšna, pač imamo tudi mi slovenski starši izbiro. V bistvu sem pa zelo kmalu ugotovila, da te izbire praktično ni, ker takrat je bila poleg javne šole pri nas samo še Valdorska šola. Ni bilo, niti Montessori šola ni bila priznana, niti Lila šola ni bila priznana. Tako da v bistvu se je to moje raziskovanje zelo hitro končalo. Sem pa na tej poti našla, ugotovila, da lahko pa šolam na domu, da je izobraževanje na domu pri nas dovoljeno.
Torej, v toku svojega izobraževanja glede šolanja na domu, kaj vse si ugotovila glede tega? Verjetno to ni ravno odločitev, ki jo sprejmeš kar čez noč, ampak se moraš majčkeno opolnomočiti na tem področju. Ja, zagotovo, ja. V bistvu na tej poti sem jaz spoznavala različne pedagoške pristope. Recimo, 1 leto sem študirala Waldorfsko pedagogiko, potem sem pa v bistvu brala sem od Steinerja, sem v bistvu skoraj vse prebrala. Potem Montessori sem malo kasneje začela študirati, oziroma tudi tako, ne uradno, ampak pač po spletu so dostopne tako njene knjige. Potem sem pa v bistvu se tako po naključju sem naletela na delo kanadskega razvojnega psihologa, doktorja Gordona Neufelda. Na neki spletni strani je bila navedena njegova definicija socializacije oziroma socializiranega človeka. In je pisalo, da socializirani človek je tisti, ki je zvest samemu sebi, torej poseduje notranjo integriteto in je sposoben sobivati v harmoniji z drugimi ljudmi. In meni je to tako, ja, to je socializacija, ne? To je socializiran človek. In potem sem pač prebrala njegovo knjigo, vse, kar pač sem lahko dobila, ali pa kar je dostopno na spletu, od njega sem si pogledala, sem prebrala, ne? In v bistvu ugotovila, kako... v bistvu potem sem padla pa na področje razvojne psihologije, prav pač te zahodne psihologije, ne? In sem v bistvu ugotovila, kako šola in način poučevanja v šoli in celotni setting, kako je šola tako fizično postavljena, recimo, da so veliki razredi, samo ena učiteljica in tako, in način poučevanja. In v bistvu sem videla, kako ta šola, vse to skupaj, kako v bistvu skoraj da ne upošteva, tako v praksi ne upošteva teh razvojnih potreb otroka. Kar se tiče tako učenja, kot tudi socializacije. Socializacija je pa še ena druga tema, ki je tako, jaz ne moram poudariti, kako zelo pomembna in kako v bistvu skoraj da nič ne vemo o njej, to se pravi mi, ljudje, pač bom rekla temu laiki, ki pač tega nismo študirali, a ne? Zdaj vprašanje, jaz ne vem, kaj se učijo na pedagoški fakulteti, ampak socializacija, se pravi, v naši družbi vladajo miti, trije so meni tako najbolj taki očitni, miti o socializaciji. Tisti najbolj glavni je pa to, da sta šola in vrtec ali pa obiskovanje šole in vrtca nujna za razvoj socialnih veščin. Tema socializacije je zelo široka, ne? In jaz imam Mida Zrbeko v okviru Zavoda za razvoj šolanja na domu, imava prav en webinar posvečen socializaciji. Tako da jaz ne moram, govorim tam 2 ure, pa ko mi vse povem, ne? Tako da tukaj ne bom mogla povedati vsega. Bom pa poudarila tisto, kar se meni zdi najbolj pomembno. Prva točka, kar se mi zdi zelo pomembna, je, da ljudje zamenjujemo ali pa enačimo socializacijo kot nek celostni proces in razvoj, ki je povezan z otrokovim psihološkim razvojem, enačimo z druženjem. To se pravi, otrok se bo socializiral, če se bo družil s svojimi sovrstniki. To je en tak največji mit, ki nima nobene znanstvene ali pa neke praktične podlage. Ne samo znanstvene, ne samo teoretične, ampak tudi ne praktične podlage, recimo. To je ta prvi mit, ne? Drugi mit, v bistvu tukaj bi še v zvezi s tem mitom bi povedala to. Otrok se rabi družiti z otroci, z drugimi otroci. To je pač dejstvo, ne? Mimo tega ne moramo, ne? Ampak, a se otrok res socializira s svojimi sovrstniki? Ne, v bistvu ne. Otrok potrebuje za razvoj socialnih veščin odrasle, zrele odrasle. Njihovo vodstvo in njihovo spremljavo. Potem pa to,
tega, kar se on nauči, znotraj tega odnosa s svojimi starši, z učitelji, z drugimi odraslimi, on na nek način pili ali pa trenira, ali pa še bolj izoblikuje znotraj vrstniških skupin. Se pravi, tam on to, kar se je naučil, poskuša udejanjiti v praksi in potem to malo trenirati in vaditi in tako. Druga taka pomemben moment znotraj socializacije je pa naslednje, ne? Mi, ljudje, zelo radi poudarjamo, da smo socialna bitja. Kar je spet res, ne? Tega ne moramo zanikati. Mi, ljudje, smo socialna bitja. Ampak hkrati smo mi tudi individualna bitja. A to lahko zanikamo? Tudi tega ne moramo zanikati, ne? Ampak kdo to poudarja? Mislim, o tem se ne govori. V bistvu se o tem zdaj precej negativno govori, Tako. kot nek egocentrizem in Škoda, podobno. ja. Ampak dejansko ne moramo biti kvalitetno v odnosu z nekom drugim, če nismo postavljeni posamezniki. A ne? Absolutno. Tako je. Ja. V povezavi z socializacijo, torej, da smo mi tako socialno kot tudi individualno bitje, a ne? In da v bistvu preveč poudarjamo samo to, da smo družbeno socialno bitje, v bistvu ne posvečamo se pa temu, da smo tudi individualno bitje, a ne? In to, da smo družabno bitje, to v bistvu se nanaša na naš odnos s okoljem, a ne? In z drugimi ljudmi. To, da smo pa individualno bitje, se pa nanaša na naš razvoj, na naš notranji razvoj, a ne? In seveda v bistvu ima to tudi vpliv potem na kvaliteto našega odnosa z drugimi ljudmi, a ne? Recimo, ena stvar je taka, da ko smo v družbi, se pač stvari dogajajo in imajo drugi ljudi, okolje ima vpliv na nas, a ne? In v nam spodbuja določene občutke, določene misli. In če imamo mi dobro razvito to samorefleksivno sposobnost, ki jo razvijamo, ki je ali pa je plod psihološkega razvoja, ne, to se pravi naše življenjske poti, nas kot individualnega bitja, v bistvu lahko s tem, ko refleksiramo, recimo, kaj se sploh v meni dogaja, kaj lahko storim, da izboljšam stvari, kako bi lahko drugače reagirala, recimo, ne. V bistvu tukaj ta individuacija, ker to je vse del tudi procesa individuacije, o kateri govorimo, v bistvu ima vpliv na našo socializacijo, ne, in na naš razvoj socialnih veščin in s tem tudi na družbo kot celoto. Oziroma najprej na naše neposredno okolje, ne, pa mogoče odvisno, kakšna je naša življenjska pot, mogoče imamo tako družbeno vlogo in nalogo, da naredimo kaj več za celotno družbo. Ne, ampak to delaš iz sebe ven. In to je ta individualni del, ki ga mi pozabimo. Ja. In temu ne posvečamo pozornosti. In recimo Durkheim, a poznaš Durkheima? Mejčkan. Ja, on je oče sociologije. Ja. Ne? In v bistvu to, kar se ponavadi učimo v socializaciji, izhaja iz njega. Ampak s tem, da je to samo en del njegovega učenja. Obstaja drugi del njegovega učenja, ki govori o vlogi družine v povezavi z razvojem, z individualnim razvojem otroka. In ta del smo nekako odvrgli. Ne vem, zakaj se tega ne uporablja. Mislim, ne omenja. Ja. In kako ste potem vi v vaši družini pristopili k tej socializaciji, za katero marsikdo misli, da pač ne more brez vrtca in šole potekati? Ja, v bistvu lahko je izziv šolanja na domu druženje z vrstniki. Ne? Predvsem pred to koronsko krizo je bil to izziv, ali pa lahko je bil to izziv, ker je večina otrok bila ves čas v šoli ali pa v nekih dejavnostih. In v bistvu potem šolarji na domu niti niso imeli vrstnikov na voljo nikjer, ne, da bi se skupaj kaj igrala. Ne. Ampak zato smo se v bistvu mi starši, ki šolamo na domu, smo se povezovali, smo se družili, hodili na skupne izlete. Potem vedno se tudi tako najdejo ene par družin, ki se res tako razumejo, ne. In v bistvu potem se na tak način ustvari ena taka mini skupnost, ne. Potem delaš stvari skupaj, otroci se fajn igrajo, se učijo skupaj, ne. Tako na ta način jaz mislim, da bi moglo biti učenje res prilagojeno otroku. Tako, 100%.
ker vsak otrok se uči na drugačne načine, ne? In ima drugačne načine spoznavanja sveta, pa dojemanja, pa recimo predelovanja teh informacij, ki jih dobi od zunaj, ne? In prek tega se tudi na nek način gradiš njegovo, ali pa on gradi svojo identiteto, ne? Svojo individualnost, svoj individuum. Se pravi, preko učenja je lahko en tak zelo fajn, učinkovito orodje, ne, za to. Potem je pa družina, je pa lahko služi temu, da se otrok uči življenje v skupnosti, ne. Vidite, tako mi je to že a priori dano, ne, se rodi v družino in da v bistvu preko nekih vsakdanjega življenja, odnosov, nekako se uči prilagajati, ne? To se pravi, da ni vse po njegovo, ampak da mora on upoštevati tudi druge ljudi ali pa recimo družino kot celoto, ne? Da on prispeva k temu, da njegova družina funkcionira kar se da optimalno, recimo, ne? Jaz to tako vidim, ne? Recimo to socializacijo, pač, ko je otrok majhen, ne? Potem, ko otrok postane najstnik, ne? Pač tukaj je pač odvisno od karakterja, pol se pa začne ta krog res bolj intenzivno širiti. Otrok tudi dobi tako čisto po naravni poti več zanimanja za zunanji svet. Tako da se res začne zanimati za druge ljudi, za to, kar se v svetu dogaja, začne o tem premišljati in tako. Takrat se je pač ta socializacijski krog recimo razširja. Sicer je pa itak tako odvisno tudi od posameznega otroka. Ampak dobro, to je neka taka teorija recimo, ne. No, ti si pa, torej, z nami je tudi tvoja hčerka, a ne? Koliko si zdaj stara? 15. 15, torej, zdaj si zaključila osnovno šolo, a ne? Ja. Pa če mogoče lahko kar vse kaj poveš, kaj so recimo tvoja zanimanja, tako čisto za začetek? Glasba, umetnost, književnost, zgodovina, jeziki. Torej, bi rekla, da v bistvu marsikaj je tudi po tebi vzela, a ne? Zgodovino sigurno. Torej, kako je pa zate to izgledalo? Pač zdaj si že celo izkušnjo osnovne šole dala skozi. Kako je bilo tebi glede tega stika s sovrstniki, glede izkušnje, ko si morala iti tudi, a ne, še vsem v naši državi ne moreš čist izven javnega sistema delovati, tako da si morala hoditi tudi na izpite. Kako je bilo to pri tebi? A izpiti? V bistvu celotna izkušnja mogoče. Kar bi izpostavila? Čez celo leto je bilo zelo prijetno, ni bilo treba imeti nobenih izpitnih testov, pa da bi vprašali kakšni učitelja kitajska. Proti koncu leta je bilo pa zoprno, da moraš naenkrat znati celostno iz celega leta in potem zdržati na izpitu. To je zoprno bilo, drugače pa v resniku pa ni bilo problemov. Vsi sem se spoznala, sem nek šolarja doma, pa tudi na okolju hiše so kakšni drugi otroci. Pa v glasbeni šoli. Ampak nisi imela pa neke take množice? Ne, sej množico pa nekaj. Kaj boš pa naredil z množico? Mogoče tudi nisi tip človeka, ne, ki bi rabila neko... Ne, sem govorila z eno lani, se začela karantena, je bila ena prijateljica na nek način, jaz sem se izmer zelo čudila, kako jaz preživim doma, biti sama. In je rekla, da si to ves čas doma, nikamor ne greš, nikoli se z njim ne vidiš. Pa ni res, ker jaz po mojem več hodim naokoli kot ona, več ljudi vidim na dan kot ona. Ampak potem, ko je bila pa tista karantena, je pa tudi ona izkusila, kako se uči doma. Ampak je tudi takrat po temu na koncu, ko so se spet videla, je rekla, še zmer ne razumem, kako to preživiš. Ampak to je bil slab primer, ker ona ni imela sploh iste situacije, kot jo imam jaz običajno, ker jaz ne hodim naokoli. Ves čas. Ja, marsikdo trenutno enači to neko šolanje na domu, pa zdaj to situacijo, ki je bila med karanteno, ampak v bistvu je to popolnoma druga situacija. Čisto drugače, ko oni še zmeraj imajo neke vrste urnik, če gledam sosedove otroke, ko sem se nadaljavo zjutraj začnejo učiti,
in še zmeraj pišejo domačo nalogo in jo morajo poslati učiteljcem. Meni tudi ni bilo nikoli treba. Jaz sem lahko tudi po 2 tedna nič počela in pa nadomestila. Ali pa mesec, 2. To se zgodili, ja. Ja, se je zgodilo celo leto, nismo čez nič počeli. Ja, ne, Rossana, roko na srce. Kdaj pa ti nič ne počneš? No, za šolo. Za šolo, ja, ampak... Za izpite, znanje za izpite. Ja, to pa ja, Ampak to je spet še ena naša zanimiva predstava o znanju in učenju. Ja. Da v bistvu legitimno učenje je samo to, kar je na urniku, ja. vse ostalo je pa odveč. Ja. Ampak za življenje je lahko marsikaj drugega veliko bolj Meni se zdi, da je pomembno. obratno. Ja. Ker recimo, ko bereš si zadev, ki jih ne boš nikoli potreboval v življenju. Nasploh celoten svet. Ne, dobro, samo ne pretiravaj. Ne pretiravaj. Još pa treba stavčne člene manj. No, dobro, stavčni člen, ja. Ne, to, učenje stavčnih členov ima drug namen. Ne to, da poznamo v končni fazi te stavčne člene, ampak da znamo jezik razumeti in razčleniti v smislu, da ni zmedavanja samo. Čeprav realno mi znamo strukturirati neko besedilo pa nek stavek na podlagi tega. Ne. Meni se zdi, da to bolj pride iz tega, da iz neke ljubezni bereš neko knjigo in potem dobiš občutek za to. Ja, to je boljš, ne. Pa ni več toliko veliko branja. To je res, ja. V šoli je bilo meni skoraj čudno, kako samo tiste par vrstic zberila si mogel znati na izpitu. Jaz sem večkrat prebrala cele knjige, takrat, ko sem na izpitu razlagala obnove knjig. Medtem, ko sem mogla znati samo tiste pol poglavja iz knjige. Ki ti dejansko ničesar ne pove Ne, ker se začne sred zgodbe in konča se sred zgodbe in ne veš, kaj se tako zgodi. Običajno sploh ni takrat, kjer se res kaj zgodi, ampak je kakšen opisat dodazga. Ja. Ali pa en delček, ki ti res čisto nič ne pove. Pa so to vprašanja glede na to. Pač moraš povedati te osebe, Glavne pa osebe, kakšne so, kakšno osebnost imajo. Ja. Pol pa ona na izpitu vse naokrog še povedala in potem so bile učiteljice navdušene. Tolstoja je celega je prebrala. Ampak res, kako naj potem otrok razvije neko ljubezen do literature, če v bistvu mora samo nekaj odstavkov brati, ne? In bi bilo v bistvu veliko boljše, če bi imeli manj teh del, pa te šli poglobljeno skozi. Ja. Veliko boljše. Ja, se strinjam, Ker dobiš res občutek za jezik in za pač zvrst, neko literarno zvrst. In kaj si pa takrat delala, ko nisi prav za formalno šolanje delala? Vse možno. Veliko imam knjig doma, pa to berem. Pa smo šli veliko v muzeje, pa lahko smo potovali, pa se tudi tam naučiš kaj. Dokumentarce gledaš, filme gledaš, to se vse veliko naučiš. Pa prek YouTube-a, pa vse možno. Eno leto si japonščino študirala, vse, kar je bilo v zvezi z Japonsko. Jo je ful zanimala, ne? Potem pa nekaj zanimati pol, ne vem kaj si pol, ampak en cajt si raziskovala staro angleščino. A zdaj še zmer, tako. Študirala tudi vse akcente, naglase, angliške. Potem kaj si, pa zdaj si dolg časa si arheologijo, pa zgodovino. Je mene navdušila za Edwardian Farm. Smo gledali. Razumem to ljubezen, ja. Ker gre pa kratko zraven, istočasno ona je to gledala, jaz sem pa začela študirati, da se bom vrgla v samo oskrbo. In se to dvoje tako lepo povezalo, moja ljubezen do zgodovine in dela zemljo. V bistvu tukaj se mi zdi en tak lep primer, kako vsak individuum, če je izpolnen, lahko potem prinese nekaj v dinamiko skupnosti. Da potem lahko vsi noter cvetijo in napredujejo. To je... To je tako življenjsko, ne? Mogoče se sliši tako zakomplicirano, pa teoretično, ampak v bistvu ful ni. V bistvu je zelo spontano. Če ti to pustiš, a ne sebi, da si to, kar si, pa da v bistvu, ne da neke ideje probaš, tako se mora zgoditi, to moramo narediti, ampak da v bistvu, da si bolj reaktiven, pa ne v smislu, da reagiraš iz čustva ali pa ne vem, v afektu, ampak da
reagiraš, odgovarjaš na potrebe, ne? Ki se v določenem danem trenutku pojavijo. Ne? In pol je življenje veliko bolj spontano, sproščeno in manj stresno. Pa v bistvu bolj prave stvari v pravem času Absolutno. pridejo. Ja. Ker v bistvu že samo življenje nekaj rodi, kar ne bi se zgodilo in je takrat zrelo. Tako. In Točno potem to. tudi najlažje Ja, zraste ja. in se najlažje udejanji. Ja, in smo pri upoštevanju razvoja, tempa razvoja otroka, ne? Ja. Znotraj šolanja na domu to veliko lažje upoštevaš. In v bistvu se otrok ful hitrejše nauči določenih stvari, ker se jih nauči ob času, ko je pripravljen pač nekaj osvojiti. Pri šoli recimo je pa, ne vem, moraš v tem času to, v tem času to in je v bistvu potem učenje lahko postane muka. Ja. In znotraj šolanja na domu imaš toliko manevrskega prostora, v prvi triadi vsaj, da lahko učni proces izpelješ na način, da otroka ni potrebno siliti v nekaj. Sicer jaz vidim pri mojem srednjem, da ga malo moram siliti v branje, ker mu enostavno ni do branja. Ne? In ni mu, ne morem, kaj? Pač mu ni, ne? Zelo rad posluša, da mu mi beremo, ne? Ker se zelo uživi v branje in potem vse se zapomne, na pamet zna poglavja, recimo, ne? Če pa mora on brati, se pa zmoti pri svojem tem toku čutenja in doživljanja in noče brati. Zanimivo. Ampak more, ker pač more na koncu izpita, more zdaj v drugem razredu že znati brati. Vem, ampak vse malo ocenjujejo, no? Ja, to je zelo pri teh ocenjevanjih, pri izpitih je zelo odvisno od učitelja do učitelja. Mislim, naši se moram tako povedati še enkrat krasno, res tako. Jaz sem ful. Mogoče jim še celo malo pa reči reklamne delamo, dobro. V naši šoli. Ampak res učiteljce res odrivajo, res. Tudi upoštevajo, recimo pri Rosani ni bilo nič kaj preveč potrebno upoštevati, ker je pač vse v roku. Ja, vse je šlo gladko, kot Kristjanu pa recimo malo manj, ne, on je pa malo bolj, pač fantke, ne, fantki so malo drugačni, rabi več gibanja, ne da se mu učiti, nima zanimanja za učenje, tako. In to zelo upoštevajo, res. Ja. Ja, jaz, ko sem delala v zasebni šoli, ki ni bila še akreditirana, smo pač tudi imeli uradno šolajoče na domu otroke in sem imela celo paleto pol učiteljev, ne? In vidiš, res so razlike. Zdaj se mi sicer malo nepošteno, ko je ena učiteljica od naše učenke zahtevala stvari, ki jih niti od svojih otrok v razredu ni zahtevala. To se mi zdi res nepošteno. Ja, absolutno. So bili pa tudi učitelji, ki so pa prav s hrepenenjem so poslušali, kako nam potekajo stvari. Ja, in so si res želeli, da bi oni tudi lahko na podoben način delali. Ko vidiš, da tudi v bistvu v tem sistemu ljudje so res srcem in si res želijo nečesa dobrega in so tudi pripravljeni marsikaj novega spoznati. Ja. Hvala Bogu, da so, ne. Tako da se mi zdi, da ker nekateri se res bojijo, kakšen vpliv bi imel razvoj, ne vem, zasebnega šolstva v šolanju na domu na kar nek državni sistem, ampak dejansko se to lahko medsebojno bogatijo. Absolutno. Vsi bi bili na boljšem. V bistvu naša celotna družba bi bila bogatejša, če bi bilo tako. Jaz sem tako, kar mi je najpomembnejše na tem šolskem področju je pluralnost, to se pravi čim več različnih možnosti. Ker smo si ljudje različni, ker so si otroci različni. In ne samo ŠND, pač ŠND je meni osebno, ker sem tudi jaz tak karakter, ne. Moji otroci so tudi čist, se pravi, fino, ne, Kristjan sploh, on radi to individualno spremljavo, ampak ja, kakšne druge šole, drugi pristopi, super, meni je to, ker niso vsi starši za to, ne, da bi šolali svoje otroke, to je meni totalno jasno, ne, kristalno jasno. Ja, pa v bistvu vse je čisto pošteno. Ja. In kako potem vam recimo poteka dan? To je zelo težko reči, ker dan ni enak dnevu. Ne. Ampak za ljudi, ki mogoče razmišljajo o tem, pa še vsem potrebujejo malo bolj oprijemljive informacije, pa nek zgled mogoče. Kaj bi rekla? Idealen dan, da bi začeli z zajtrkom. Ja, z živalmi. Ali bi se pa si pravi učiti
vzeti 2-3 ure, ker res ni treba cel dan se učiti. Pa ni treba vse stvari naenkrat, pač tisto, kar ti najbolj paše. Pol pa pač ni treba več. Mislim, Pa tudi domače naloge ni treba, pa tako. tako, učenje je res veliko bolj učinkovito. Ne? Zato ga, jaz meni je zelo težko reči, koliko so se mi da s Kristjanom zdaj učila letos. Ne vem, ker so se ful malo učila. Ampak so se učinkovito učila. Ne? In ne vem, koliko bi, če bi rekla 2 uri na teden, Včasih malo več. a misliš, da... Odvisno. Ja, ne tako na splošno. Ja, mi se do decembra nismo nič učili, zato pravim. Recimo povprečno 2 uri na teden. Povprečno. Ja, mi se recimo, nismo se učili za šolo, ampak mi se skozi učimo. Ja. Mi ne moram reči, da se ne učimo, mi se skozi učimo. Preko pogovora, preko prebiranja knjig, ko smo zunaj v naravi, ko skrbimo za živali. Recimo, zdaj smo imeli piščančke, recimo smo imeli 2 piščančka, sta se zvolila iz jajčki, smo mi pač to obdelali. Ali pa zdaj, ko se je začelo delo na vrtu, sem jaz delala sadike in smo mi skupaj delali in smo lepo pač obdelali razvoj rastline, recimo, razvoj piščanca, recimo, ali pa nek razvojni krog otroka, pač mladiče, se pravi, živega bitja, no, živalice. Vse, ko smo imeli male mucke zdaj. No, male mucke smo imeli, recimo, smo to spoznavali, ne, potem vse še naokrog v bistvu pa vse spoznaš o mačkah, več, ne samo pač ta življenjski krog, ampak ne vem, kaj muce jejo, kako živijo, bla, bla, vse te zadeve. Tako da, ne vem, zelo težko mi je reči, zelo težko je dati, zato pa je šolanje na domu, je v bistvu to klasično šolanje na domu, je za zelo samostojne starše, ki so fleksibilni in ustvarjalni in iznajdljivi in jim je to fino delati. Ker ti je v bistvu preko odnosa s svojim otrokom ful fajn ga učiti, prenašati svoje znanje oziroma razvijati njegove sposobnosti, ne. In ni šolskega dela, meni je to najtežje vprašanje vedno, ker ne moram reči, da ostanemo v 8, do 9 pojemo, potem poskrbimo za živali, potem se gremo pa za 2 uri učiti, ker tega nikoli ni. Ker tudi recimo, če fanta vstaneta zjutraj, včasih prideta dol in začneta takoj risati. In je meni to tako, in tako lepo rišeta, ali pa kaj ustvarjati, ne. Jaz ne moram tega prekiniti. Moram jaz reči, Kristjan, zdaj pa čas za učenje, za slovenščino ali matematiko. Ne moram, ker mi je to preveč lepo. In vidim, da se tudi preko tega razvijate in učite, na tak način. Tako da moja družina ni nek tak dober primer za neko tako strukturirano učenje. A to spet obstaja? Vprašanje je, če to obstaja, ja. Kakšen sigurno obstaja. Verjetno je pa tudi odvisno od družine do družine, ker pač na različne načine funkcioniramo. So tudi starši, ki so verjetno zelo strukturirani in jim to ustreza in mogoče so tudi otroci, ki jim to ustreza. Sigurno, ja. In verjetno je to edino pravo za njih. Ja, in ravno to ne bi tudi ponujalo eno tako učno okolje, da se lahko in tisti, ki kao poučuje in tisti, ki se uči, da pač obadva lahko rasteta skozi to. Kar je pa vedno tudi vprašanje, kdo zdaj uči in kdo se uči. Ker v bistvu šolanje na domu je tudi ena fantastična priložnost za razvoj staršev. Za osebnostni razvoj staršev. Pa ne samo tako glede, ne vem, da te recimo v smislu, da ti otrok postavlja ogledala in ne vem kaj, ampak tudi v smislu, da najdeš svoje skrite potenciale, s katerimi ne bi nikoli prišel v stik, če ne bi šolo na domu, recimo. Kaj pa, ko pridejo vsem določene tematike, v katerih se pa ne počutiš udobno in jih moraš tudi na nek način otroku predati? Jaz recimo bi imela definitivno velik izziv z matematiko od prve triade naprej. Ker pač meni je bila matematika vedno trpljenje in moji možgani ne delujejo na tak način. Kaj pa se takrat zgodi? Poiščeš pomoč. In jaz sem jo našla pri moji sestri in ona je v bistvu Rosano pripeljala od 1. do 9. razreda matematiko in drugo naravoslovje. Pri Kristjanu sem si pa rekla, da se bom pa jaz naučila matematiko in zdaj se pa z njim skupaj matematiko učila.
pomočjo Montessori učnih materialov, ker mi res dajo jasnost. Šele zdaj razumem. Jaz sem šele zdaj dojela, kaj je množenje. Kar mi je bilo kar tako malo. Kaj pa bi rekla zdaj staršem v tem času, pa če je marsikakšen starš v stiski glede tega, kako se bo šolalo naprej? Ja. Marsikdo razmišlja glede šolanja na domu, ampak imamo zelo različne predstave zdaj, kako se tega lotiti. In zelo različne tudi pač dejansko tudi življenjske razmere, življenjske danosti. In na kaj bi mogoče opozorila, ali pa obe bi opozorili pri družinah, ki se lotevajo tega ali pa ki razmišljajo o tem? Prej si tudi že rekla, to je za zelo samostojne družine, zelo samostojne starše. Če se samostojne otroke. Mislim, samostojne otroke je to najboljš, ker imamo pol starše najmanj dela z vami, ne? Lahko pa imaš ti nesamostojne, recimo v tem, v učenju nesamostojnega otroka, ta otrok se tudi lahko šola na domu, ni problema, zaradi tega, ker mu ti pol pomagaš, ne? Da ga pripelješ do te samostojnosti, ne? Mogoče je to še lažje v bistvu za tazga otroka, ker se ne zgubi v neki veliki skupini. Ja, meni se zdi, da je to, mislim, meni je tako še nadejte tako, pač tista prva možna, najboljša možna opcija, ne? Ampak da gremo nazaj na izhodiščno vprašanje, jaz mislim tako zavestno, ta odločitev mora biti zavestna, kar se da zavestna. Ker v bistvu nismo tako blazno navajeni pošiljati otroke v šolo. V bistvu se sploh ne vprašamo, a bi ga poslala ali ga ne bi poslala. Tega vprašanja v naših glavah ni več, ker nam je ta navada toliko prešla v podzavest, da je to nekaj normalnega, tako da gremo spat pa jesti, pa lulat pa kakati. Točno tako je, ne? In potem se nekdo začne s tem spraševati in je tako, zakaj pa zdaj to recimo, ne, ali pa nova modna muha, whatever. Ampak v bistvu gre za to, da ti živiš zavestno, ne? Mravljice pa pač, vse mravljice niso škodljive. No, v glavnem, da se v bistvu za karkoli se odločiš, da se odločiš zavestno, ne? In tudi za šolanje na domu se moraš odločiti zavestno. Kaj to pomeni? To pa pomeni, da ti imaš dovolj informacij o šolanju na domu, in pa da poznaš sebe, in pa da poznaš otroka. Da veš, kaj hočeš, da imaš neko vizijo, da imaš neke cilje in da veš, kaj hočeš doseči s šolanjem. In potem poleg tega moraš imeti pa še predanost, da pol to izpelješ. Pa da si pripravljen investirati svoj čas pa svoj trud v to noter. Ne moreš ti zdaj reči, zdaj bom pa šolala na domu in pustila otroka, pač ne počne karkoli hoče. To v bistvu ni okej. Zdaj, taki starši smo po mojih izkušnjah redki. Pač v Sloveniji nas je zelo malo. Ne vem, mislim 2 let nazaj nas je bilo 300 šolarjev na domu. Pa še to jih je bilo nekaj vmes iz zasebnih šol, ki nimajo priznanega programa. To se pravi, ta pravih šolarjev na domu nas je bilo res koliko malo. Zdaj, letos je številka poskočila za 100%, še malo več. Mislim, da sem jih gledala včeraj v nekem prispevku, je bilo 678, teh je bilo letos, ne? In deloma bi ta številka tako rastla, ne? Deloma je pa to zaradi koronskih ukrepov, ne? Rastla bi zato, ker je vedno več staršev, ki se bolj zanimajo za šolanje svojih otrok, v smislu, da hočejo pač preveriti, kakšne možnosti imajo, pa da izberejo tisto, kar je najboljše za njihovega otroka, ne, to je dejstvo. Tako da številka bi rastla, vprašanje pa je, če bi zrastla to, kako je zdaj. Zdaj, kaj bo po jeseni, pa ne vem. Opažam pa, da je zanimanje veliko, ampak da je to zanimanje ne za tako šolanje na domu, kot ga izvajam jaz, recimo, ne, ampak je, nekaj tudi, ne moram reči, da ne, nekaj tudi. In veliko je pa staršev, ki ne želijo otroka dati v take pogoje, kot jih nekako pričakujejo, da bo naslednjo leto. Glede na
letošnje leto, kako je potekalo. Kar jih jaz tudi razumem. Res jih razumem, ampak sta pa to dve različni obliki šolanja na domu, če sploh lahko tej slednji rečemo šolanje na domu. Ker v bistvu gre za neko iskanje alternativnih možnosti, ki so boljše od javne šole. Ampak tega pa pač pri nas ni veliko, ne? Pa še vprašanje je, kako je pri nas z zasebnimi šolami, koliko so one podvržene tem ukrepom, oziroma tem odlokom. Jaz pač nimamo pogleda v to področje. Treba je biti zavesten te svoje odločitve, kamorkoli ga pošlješ otroka, ali v javno, ali v zasebno, ali šolanje. Ni važno. Fajn je, se mi zdi tako, če želiš otroku pač najboljš, da želiš, da se tvoj otrok razvije v neko čustveno stabilno pa samostojno razmišljajoče bitje, enostavno moraš posvetiti nekaj časa razmisleku o vzgoji in izobraževanju. Nasploh ne bi. Kaj se dogaja v šolah, kako moj otrok sploh dojema šolo, a mu je fino, ne v tem smislu fino, da uživa, ampak ali napreduje, ali se razvija, ali razvija svoje potenciale, ali ne. Ali pa znotraj šolanja na domu, vseeno. Sam je pa res, da tisti starši, ki šolamo na domu prej, že pred korono, to so bili vsi starši, ki so res želeli igrati aktivno vlogo pri vzgoji in izobraževanju svojih otrok. Oni so bili res starši, ki jih je zanimala dobrobit oziroma razvoj. Ne moram reči dobrobit, ker večino ljudi tudi zanima dobrobit njihovih otrok, ampak res razvoj, tako da ti res veš, kaj se dogaja s svojim otrokom. Da res malo tudi poznaš, kakšen je razvoj otroka. Da se zavedaš, da se otroci učijo na različne načine. Meni se zdi to najpomembnejše, to zavedanje, da si zavesten, informiran, da veš, zakaj se odločiš. Pa ni važno, zakaj se odločiš. Nekateri ljudje razumejo, da bo otrok s tem razvajen oziroma uvatkan, da bo izoliran od realnega sveta. In kako bo potem ta otrok funkcioniral v tem realnem svetu in kaj se bo zgodilo, če bo slučajno potem nekega dne zaposlen nekje in bo dobival neka navodila od šefov. Kako se ti odzoveš na te očitke oziroma pomisleke? To je zelo, zelo večplastno vprašanje in večplasten odgovor. Prvič, lahko vse to zanikam. Nismo zaviti v vato, a vas jaz zavijam v vato. Mislim, da sem jaz ta zadnja, ki bi zavijala otroke v vato, ker jaz si zelo, zelo želim, da postanejo samostojni. A smo odrezani od realnosti? Kaj še druga? Kako bojo lahko funkcionirali v tem svetu? No, do tam še nismo prišli, ker so še bolj doma. Naprimer, če v Ameriki gledajo, funkcionirajo čisto v redu. No, veliko raziskav, recimo, ki so raziskovali, kako šolarji na domu funkcionirajo kasneje kot odrasli. In v bistvu, kaj se je pokazalo? Da so zelo samoiniciativni in večina jih ima svoj biznis. V bistvu so zelo aktivni, proaktivni in samostojni. Radi so sami svoji šefi. Nekaj gre tudi na univerzo. Mislim, kar en velik delež jih gre tudi naprej, ampak ena stvar, ki je pa zelo, zelo očitno je bila, da so slabi vojaki. To je bila ena zelo velika, obsežna, to mi je bilo tako smešno, ker sem to prebrala v eni raziskavi, ker je tudi ta avtor raziskave tako rekel, ampak to je pa res ena taka najbolj taka stvar, ki pade v oči, je, da so slabi vojaki. In jaz si to predstavljam zaradi tega, ker človek, ki je šolan na domu, pa če šolanje na domu poteka optimalno, ali pa konstruktivno, ti razvijaš samo inicijativo, ti veš, kdo si, ti razmišljaš samostojno. Tako da, zdaj pa, če grem bolj na teoretično odgovor, recimo, vsak starš ali pa vsakdo, ki dela z otrokom, naj bi stremel k temu, da ga razvije v samostojno razmišljajoče človeško bitje. Čustveno stabilno, to je ful pomembno. In ker če si čustveno stabilen, imaš dobro razvite kognitivne sposobnosti. Pomeni, da si samostojen. Ko človek enkrat doseže to stopnjo, se pravi čustveno stabilnost in dobro razvite kognitivne sposobnosti, tebi ni težko v kateri
kakršnikoli situaciji odreagirati na konstruktiven način. Ja. Pa to je fora življenja, ali ni? Ja. A ne, oni govorijo, ja, se bo naučil, ja, v šoli bo v stiku z realnim svetom in potem bo vedel, kako se mora obnašati, ko bo v... Ampak je čisto drugače, če Ne, se tako- z odrasli govoriš, kot če se kot otrok z otroci govoriš. Ja. Malo razlož. Pač Kako to ni isto, misliš? zato ker med otroci res tistimi, ko so točno isti star kot ti, imajo tudi približno glede na to, da si v enem razredu, se drugega vplivaš in si bolj podoben drug drugemu. Medtem ko si odrasel, je pa veliko različnih vrst ljudi iz veliko različnih krajev, naprimer, ali pa govorijo različne jezike, eni so starejši, eni so mlajši. Imajo različne poglede. Razred, ki se naučiš za ta pravi svet. Bravo, Rossana. To je res. To je res. Če hočeš se naučiti v pravem svetu, greš starši nekam z odrasli. Mi smo šli na primer v Rusijo. To je na njo napravil tak blazen vtis, so bili na konferenci v Šonadaju v Rusiji. A si bila zraven? Ja, zraven. Dobro. Ja, to smo pogovorili z ljudmi iz celega sveta. Ja. Tako je bilo lepo. Ja. Mislim, taka izkušnja res. Tam se naučiš govoriti z Ja, odrasli. to so življenjske To odrasli izkušnje. govorijo s tabo. To odrasli govorijo s tabo, ja. Ja, Tam so pa tudi odrasli govorili Ja. z drugimi otroci. Ni bilo tako, da so otroci bili nekam tam zapakirani vse skupaj in počeli neke svoje stvari. Odrasli so bili pa posebej. No, še ene stvari bi se dotaknila. Torej, homeschooling pa unschooling. Ja. Kaj sploh je unschooling in a je sploh možno to zares izvajati pri nas? Ok, unschooling je v bistvu... Ok, bom začela tako. Utemeljitelj te besede unschooling, ali pa unschoolinga, je John Holt. On je bil v bistvu ameriški učitelj. V začetku je bil učitelj in je delal v navadni javni šoli. In je v bistvu zelo dobro opazoval otroke, kako se oni učijo. In je napisal 2 knjigi. Prva je bila How Children Fail, kako otroci, kako jim spodleti, in How Children Learn, kako se otroci učijo. V bistvu je pač spoznal ta učni proces, ga je globinsko raziskoval, no potem je pa izstopil iz tega šolskega sistema in je začel na nek način zagovarjati ta naraven proces učenja in valjda je bilo to znotraj homeschoolinga. In tako so se pa ta dva procesa začela, oziroma ta dva pojava začela na nek način povezovati. In jaz ko rada rečem, da je homeschooling je bolj neka taka zunanja oblika. Pri nas je tudi zakonsko določena, recimo v Angliji ni, ali pa v ZDA, v nekaterih državah ja, v nekaterih ne. Unschooling je pa, ne moramo ravno reči učna metoda, ampak bolj odnos do učenja in poučevanja. Bolj to, ker je zelo tako subtilno in pogojeno z naravo mene kot starša in z naravo otroka, ki ga spremljaš. In zame je ena največja, sta 2 veliki prednosti unschoolinga, oziroma zakaj meni to najboljša metoda, oziroma najboljši način. Zato, ker ti otroka postaviš v center njegovega lastnega učnega procesa. Mene je to tako čuden. Zakaj bi bilo to čuden? Zakaj niso otroci v centru? Se to njihov, se oni učijo. Se to njihov učni proces in njihovo življenje pa kasneje. Se mora biti oni v centru učnega procesa. V šoli ravno obratno, učna snov je alfa in omega. Vse se podreja učni snovi in učni načrtom. Otroci so pa kaj? Preveski zraven. Vedro, v katerega vržiš. Tako, mislim. In pri unschoolingu ni tako, je otrok v centru pozornosti, on je aktiven. In v bistvu s tem, ko je aktiven, se na najboljši možen način se razvijajo kognitivne sposobnosti. In s tem samostojno razmišljanje. To je tako fajno, fantastično. Se pravi, to je ena stvar. Druga stvar je pa, da ko imaš tako odnos za otroka, a priori upoštevaš njegov razvojni položaj. To dvoje omogoča unschooling.
Najbolj primeren v bistvu je pa za otroke, ki se najlažje učijo preko samovodenega učenja. To so pa otroci, ki so ful radovedni in ki ne rabijo ničesar, ki ne rabijo tvoje spremljave. Mogoče kdaj takrat to rabijo, ne, ko dajo oni sami iniciativo za to, ker ti otroci se pa učijo, ne. In imajo že a priori, imajo to samo iniciativnost in v bistvu tudi blazno so radovedni. Ampak če ti tega otroka, če ti tega ne spoštuješ, ne, potem boš slej ko prej, lahko se zgodi, ni nujno, ne, ampak lahko se zgodi, da pač ti zatreš to radovednost. Zdaj malo je odvisno od otroka, ne, nekateri kljub šoli ohranijo to, ne. Eni pa ne, in tisti, ki škoda. Ja. Tisti, ki je škoda. Tako da to je unschooling. A pa se da to v Sloveniji dejansko prakticirati? Kaj ti rečeš? Ja. A si ti izkusila unschooling ali je bilo... Ja, ne vem. Po mojem, da bi se mogli dati. Mislim, glede na to, da so izpiti. Ja, glede na to, da so izpiti, se pol ne da, ne? Mislim, mogoče za tvojo izkušnjo, da se je za njeno izkušnjo to dal narediti, ne? Zato, ker je pač ona to znotraj svojega lastnega procesa je lahko usvojila te učenci, ker dejansko je bilo tako, ne? Dejansko jaz nisem skoraj zelo delala, razen Sonja sta delala, pri naravoslovnih predmetih ni bilo unschoolinga, pri ostalih je bilo, ne? Mogoče, mislim, da pri nej, da je to pri določenih predmetih se je to dali speljati. V prvi triadi mislim, da se kar da, da ima otrok res občutek, da mu ni treba nič na silo delati, ne. Recimo, ta četrtek, ko sem imela izpit, sem prišla zjutraj, se malo pocrklet fantoma in nekaj Kristjan prvo, kar je mami, a je dež? Ne, pa je pa trava suha. Jaz grem zale travo obračati, ne? V smislu, pa izpit je imel čez par ur, ne? V smislu, da v bistvu sploh nima nekega tega zavedanja o tem, da kakšne izpiti sploh obstajajo, da ima kakšen pritisk, ne čuti pritiska, recimo, ne? To je že nek dober znak, ne? Jaz sem bila tudi prvi. Si imela tudi tako? Ja. Ne. Mene bo zelo. Ti si pa, ona pa imela, ja, ona pa čez drug karakter in imela bolj to, ja. Ja. Pa k njej so bile tudi ocene pomembne, ker Kristjano, recimo Kristjano zelo dobil pri matematiki 3 in potem učiteljice, očitno imajo velikrat poja, a sam 3, ne vem. Ja. In potem oni pa začejo, ja, veš, Kristjano, to je čisto dobra ocena, mi smo zadovoljni s trojko, super, pa meni je tako, da bi bilo prav, kaj pa vi zdaj govorite? Kristjan, na redu si, on rekel, v redu, in je vas tekel, veš, to je bilo smešno in so se bolj to režale. A ne, enostavno ni dojel, nima tega, kar je dobro znak. Prvič, da je bil učni proces popolnoma nezatežen, in drugič, da je bil izpit zatežen, ne? In da je on zadovoljen s tem. Tako. Ja. Tako, da to je bila ena taka fajna prigoda. Prosan ni bilo pa malo drugače. Ona je bila pa že od vsega začetka občutljiva na to, kako bi bila. Ja, različni smo si. Ja, različni smo si, ja. A bi mogoče za zaključek še kaj povedali, kar se vam zdi pomembno, ali pa kakšno popotnico dali, ali karkoli? Jaz bi v bistvu samo rekla to, kdorkoli se pač odloča za šolanje na domu, dajte se odločiti premišljeno, ne bo ta odločitev, kar se da zavestna, informirana in da, če se za to odločite, pač morate vedeti, da je treba v šolanje na domu investirati svoj čas in svoj trud. To moram poudariti. Ker starši so potem odgovorni, ali otrok naredi izpite ali ne. To je potem naša odgovornost. Bi ti še kaj rekla? Da ni nemogoče. Ne. Da ni nemogoče. To se mi zdi res tako. Tako, da se pa ja. To je bilo mogoče v Rusiji. Aha, v Rusiji, ja. You can homeschool, ja. Da se. In ni tako grozljivo. Ne.
meni se to zdi res taka lepa popotnica. Tako da jaz se vam res ful lepo zahvaljujem za tole. Jaz upam, da bo komu spodbuda, navdih, pa obenem tudi to zavedanje, da je treba vložiti nekaj, ampak da je ful vredno in da res se da. Absolutno. Ja. Super. Najlepša hvala. Hvala tebi za povabilo. Z veseljem.